Razpravo z gosti omizja bo vodil magister Boštjan Kožuh, strokovnjak z področja analitike, poslovne in umetne inteligence tako z poslovnega kot z tehnološkega vidika. Magister Mitja Jermol iz Inštituta Jožef Stefan se nam je opravičil in ga danes žal ne bo. Torej prvi gost prihaja iz pisarne Ministrstva za digitalno preobrazbo Republike Slovenije. To je magister Martin Marzidovšek, svetovalec v kabinetu ministrstva, kjer vodi projekt ustanavljanja Nacionalnega centra za umetno inteligenco v Sloveniji. Drugi gost je Marko Grobelnik iz Inštituta Jožef Stefan. Ima bogate izkušnje na področju praktične uporabe in razvoja poslovnih rešitev, ki temeljijo na inovativnih tehnologijah. In tretji gost okrogle mize je David Kvaternik, direktor podjetja Tovarna Tek. Ukvarja se z virtualnimi rekonstrukcijami starih kulturnih znamenitosti ter razvojem AR in VR izkušenj. Kot verjetno že veste, AR in VR tehnologija je prvotno prodrla v svet igralništva, filmske industrije in na področje ostalih 3D vsebin. Danes se s to tehnologijo srečujemo praktično že na vseh področjih zasebnega in poslovnega življenja. Hvala, Herman. Evo, beseda je pa zdaj vaša. Hvala lepa. Hvala lepa. Ja, hvala gospodu Nortonu za tako predstavitev. Kot vidite, take tehnologije so res postale del vseh naših vsakodnevnih življenj. In stvari, ki smo jih včasih gledali v znanstveno-fantastičnih filmih, so vedno bolj stvar realnosti. Področje umetne inteligence se res že dolg časa razvija. Ne samo 20 let, 70 let približno se že razvija. Je pa res, da v zadnjem času tehnologije, kot je ChatGPT in podobne, so dosegle velik preboj tudi v prepoznavnosti v javnosti, temeljijo pa na tako imenovani generativni umetni inteligenci. Pa če bi začeli zdaj mogoče z vami, gospod Grobelnik, Evropska komisija je temeljne modele generativne umetne inteligence uvrstila v tako imenovani General Purpose Technology. Nekako priznava, da bo imel širši družbeni vpliv. Lahko na kratko pojasnite, kaj je generativna umetna inteligenca in o kakšnih spremembah, o kakšnem vplivu govorimo? Ja, generativna umetna inteligenca je nekaj, kar smo poznali že dalj časa, ampak ni nekako prišlo do izraza. Predvsem zato, ker nismo imeli toliko močnih računalnikov, takih ekstra velikih količin podatkov. Kot koncept je bilo znano že dalj časa. Je pa zdaj prišlo nekako do enega takega preboja, zaradi vseh teh sestavin, ki so jih spravili nekje skupaj, predvsem ta velika podjetja, to pomeni res ogromna količina računske moči in ogromna količina podatkov. Zdaj, v čem je ta stvar? Kako ta stvar dela? Intuicija je super enostavna, taka, ki jo vsak otrok razume, pa če jo vidimo v naravi, jo prepoznamo. Torej, imamo podatke, jih damo v eno tako, mi rečemo temu encoder, tako rekoč, to pomeni, da samo zmašimo jih skrb, tako, ker bi meso porinali tisto flash mašino, približno nekaj tazga. Potem se tista stvar nekako zmeša noter, in potem na drugi strani pa to odkodiramo in dobimo neke na nek način podobne zadeve, kot smo jih dali, ampak jih lahko nekaj prilagajamo svojim željam. No in na ta način dela približno tudi ta ChatGPT, torej pogovarjalnik, ali pa na podoben način delajo ne vem, recimo DALL-E, ko slike generiramo, ali pa Musical.ly, ko muziko generiramo, ali pa kakšen od teh sistemov, ki zdaj prihajajo za filme generirati in tako naprej. Torej, gre za to, da damo ogromen del, ne samo majčken delček podatkov, to, kar je bilo običajno v umetni inteligenci, pa ogromno količino podatkov noter in tisti podatki pravzaprav zajemajo bolj ali manj vse obsegajo tisto neko področje. V primeru ChatGPT-ja pravzaprav so bili to vsi podatki, ki jih imamo kot človeštvo digitalizirane. In na drugi strani potem to pride bolj ali manj nekako stisnjeno, nekako človekovo znanje. Zdaj pa omenili ste še Evropsko komisijo, pa to, ta General Purpose tehnologijo. To je koncept, ki se je pojavil še predno
še predno se je ta ChatGPT pojavil, ko je bil tak relativno, zdaj govorim striktno iz te evropske regulacije, ne, tak benigen koncept, gledali, to je taka močna tehnologija, ampak je samo urodje. No, potem, ko se je ta ChatGPT pred 11 meseci pojavil, se je kar nekaj pokazalo, da to ni samo urodje, ki ga šele lahko potem nekako uporabimo za neke končne aplikacije, ampak da je to že urodje in končna aplikacija hkrati in potem je to povzročilo tudi neke zmede v formuliranju te prihajajoče evropske regulacije, ki se imenuje AI Act, ne, ki bo nekje do konca tega leta upam usklajena, potem bo pa nekaj prišla leto, dve kasneje v implementacijo. No, tako da, ampak to so že taki pravni termini. Osnovna logika je to, vse znanje človeštva smo noter dali in zdaj črpamo ven. No in zato smo tako nekako navdušeni nad tem in stvari, ki so bile nemogoče eno leto nazaj, ne, realno gledano nemogoče, jih danes pravzaprav za šalo rešujemo. No, to se je zgodilo zdaj v tem enem letu. Hvala. Gospod Marzinovšek, na ministrstvu ste v tem tednu organizirali posvet na temo ustanavljanja Nacionalnega centra za umetno inteligenco in kot ste zapisali, ste želeli s tem dogodkom spodbuditi razpravo o znanstveno-raziskovalnem delu, o pospeševanju inoviranja in uporabi tehnologij v družbi in med podjetji. Na katerem področju nas čaka največ dela in kakšni so zdaj prvi konkretni načrti ministrstva, sploh v luči podjetništva? Hvala lepa za vprašanje, lepo pozdravljam vsi skupaj. Tudi hvala Markotu za prijeten uvod in lepo analogijo, kako deluje ta tehnologija. Zdaj tako, izzivov je zelo veliko in o tem bi lahko zdaj mogoče 1 uro govoril, ampak recimo, da pač na znanstvenem samo področju lahko samo izpostavim, da imamo vsekakor še veliko potencialnih izboljšav te tehnologije. Namreč velik izziv je ravno to, kar je tudi Marko omenil, da je potrebno izjemna velika količina podatkov, da mi dejansko neke uporabne predikcije, neke sklepe pridobimo ven iz teh modelov. Tako da vsekakor je tudi zanimivo področje, kako bi lahko zmanjšali količino teh podatkov, ki jih modeli potrebujejo, da lahko recimo neke koristne odločanje rešijo kot lahko ljudje, ker namreč dojenčki, otroci ne potrebujejo toliko podatkov, se veliko hitreje učijo, ampak to je pač biološka inteligenca, ampak vidimo, da precej drugače deluje kot pa recimo umetna inteligenca. To je pač eno področje, potem seveda ta energetska potratnost teh modelov, ki vemo, da sploh v nekem obdobju, ker si prizadevamo za zelen prehod, je nekako intuitiv, torej gre v nasprotju s tem, kar bi želeli doseči tudi naslednji panel, kot sem razumel, v okrožnem gospodarstvu. Tako da absolutno je tu veliko potencijala in tudi nujno, da se bodo te tehnologije še optimizirali tudi v smislu energetske potratnosti. Tako da, in še mogoče omenim, da tudi Marko že omenil, da danes ti veliki preboji, ki so se zgodili na tem področju, so do velike mere ravno to največjo odmevnost, do te največje odmevnosti so pripeljala prav neka velika tehnološka podjetja iz ZDA in sedaj tudi Kitajska, seveda zelo blizu. In vedeti pa moramo, da to vsekako niso bili samo njihovi dosežki, tako se meni, umetna inteligenca že razvija več kot 70 let, algoritmi so že zelo stari in velika količina podatkov, računska moč in tako naprej je pač pripeljala do nekih velikih napredkov v tem zadnjem obdobju. Tako da je vprašanje, kako bomo recimo na evropskem kontinentu zagotovili neko suverenost, tehnološko suverenost, da bomo dejansko neodvisni od nekih privatnih akterjev, ki pač si lastijo te podatke. Google, celotni poslovni modeli se temeljijo na tem, da so zbirali te podatke, nam dajali zastonj storitve, mi smo se to veselo uporabljali in gledajte pač najnovejši model njihov, ki še zdaj ni prišel ven, Gemini, se dejansko uči na naših Gmail e-mailih. Tako da to so pač izzivi in mi kot država si pač moramo prizadevati za neko suverenost, da bomo imeli lastno tehnologijo, ki ni odvisna od njih, ker bo to tako transformativna, tako generična tehnologija, ki jo bomo vsi morali v prihodnje uporabljati, moramo imeti lastno infrastrukturo. Tako da recimo tu lahko znanost veliko doprinese. Potem ste še vprašali glede samega nacionalnega centra, moram zdaj zelo skrečiti. Torej, vprašanje je, kakšno je poslanstvo, če sem prav razumel nekaj te smeri? Tako, v bistvu, kakšni so načrti?
ampak se mogoče bomo danes to še čez tekom razgovora se pogovarjali. Zelo zanimivo debato ste tukaj odprli na temo tehnološkega razvoja, ampak mogoče, če to zdaj poskušam povezati še recimo s podjetniškim sektorjem gospodariti. Če primerjamo recimo zdaj ZDA pa Kitajsko, ki ste omenili, neke primerjave kažejo, da je Amerika zelo dobro po tem tako imenovanem diffusionu tehnologije, medtem ko je Kitajska mogoče celo malo bolj naprej pri sami inovativnosti, ampak je slabša pri razpraševanju tega v gospodarstvo. Kako podjetniki gledate na to? Kako gledate na preboje, ki nam omogočajo zdaj umetna inteligenca, da dejansko prehaja v podjetja vseh velikosti? A je zdaj pravi čas, a je treba še malo počakati? Kakšen je pogled podjetnikov? Ja, na nek način gre za zelo staro dilemo. Podobne stvari, kakor jih bom zdaj povedal, sem lansko leto govoril za Metaverse in da je bila razlika v tem, da je pač ena stvar, ki podobno, kakor imamo čisto startupovsko gradna aplikacija. Ena aplikacija ima svojo vrednost takoj, druga pa rab najprej vsebino mrežo uporabnikov nekaj. Zdaj, ARM smo dobili mi, bom rekel, neprecedenčno dobro orodje, vsaj v 10 letih, kar se mi ukvarjamo z razvojem aplikacij, kaj podobnega še nismo doživeli. In sicer, da kar naenkrat, bom rekel, ne vem, po prvih 3 dneh, ko smo se zakopali v gradno prve aplikacije, ki je uporabljala AI, smo imeli tak produkt, za kjer ga je ponavadi trajalo vsaj pol leta developmenta, da smo tak output dobili, kar pomeni popolnoma nova orodja. Zdaj, kdaj je pravi čas? Evo, spet, če bi zdaj govorili lani, če bi govorili eno leto nazaj, če bi praktično za kjerokoli drugo tehnologijo oziroma za tehnologijo, ki prinese nek fundamentalen premik naprej, bi rekel, ja, seveda, klasično, včeraj je bil ta prav čas, in bi spet klasično mantro uporabil, glede na to, ok, tudi če zdaj vam še ni treba, glede na to, kaj boste danes investirali v implementacijo AI-ja, boste jutri boljš pozicionirani. Ne. AI je tukaj popolnoma spremenil igro in sicer nam je dal orodja, ki nam danes omogočajo neverjeten ROI. Lahko ga v bistvu uporabimo na nek način kateremkoli aspektu dela v podjetju. Zdaj, od najbolj osnovnih uporab samega GPT-ja za pisanje marketinških besedil reportov do GPT, do naprimer zdaj DALL-E 3, ki je prvič zares uporabno ratala v zadnjih tednih, generiranje slik, naprimer ikone nam lahko generira, zdaj nam v bistvu že dizajnerja lahko v veliki meri nadomesti. Tako da jaz bi rekel, čist nek nasvet vodjem podjetij, igrajte se, pravi čas je zdaj, če se še niste začeli igrati, se igrajte, najprej se seznanite z orodji, v naslednji fazi pogledajte malo v ožjih ekipah, tisti v podjetjih, ki, bom rekel, imate neko ožjo ekipico bolj zainteresiranih, in na ta način začnite razmišljati, kako lahko vam pomaga najprej za uporabo, bom rekel, najbolj obstoječih orodij, potem pa s časoma, tudi ko boste prišli do limitov tega, mogoče poiščete kakšna manj znana orodja, potem kakšno svetovanje na tem področju in pa zadnji korak po meri razvite oziroma prilagojene rešitve. Super, hvala. Mislim, da bomo od tega tudi še prišli nazaj, ampak če mogoče naredimo en korak še nazaj, zdaj gospod Grobelnik, veliko je debate v zadnjem času o regulativi. Omenili ste že AI Act. Zdi se nekako od zunaj, če gledamo, da je mogoče Evropa v primerjavi z drugim svetom malo bolj konzervativen, restriktiven pristop zauzela. Kakšen je vaš pogled na to, je to res in kakšen vpliv bo ta zakonodaja imela na uporabo tehnologije, ne zdaj samo z vidika razvoja, ampak z vidika uporabe tehnologije za slovenska in evropska podjetja? Ja, če naredim hiter povzetek, kaj se dogaja na temo regulative, ja. Ves čas je veljalo to, Evropa je ta prva na to temo, tudi predvsem omejujoča in tako naprej, in res tam od leta 19 že naprej se ta stvar razvija, in da bo prva, Ja, zgodilo se je neopazno, večina ljudi ne ve, 15. avgusta so Kitajci sprejeli
prvi v resnici pravno zavezujočo regulativo za generativno umetno inteligenco. Ki je narejena silno praktično, brez komplikacij, tako, kot mora biti narejen. Recimo, Kitajci so jo prej sprejeli, mi jo še vedno nekako zdaj pripravljamo, no zdaj pa seveda, na drugi strani imamo pa še, Američane in nekaj drugih teh zahodnih, recimo Kanačani in tako, ki so pa seveda vsi vemo, te demokratični postopki so zelo dolgi, zato ker rabimo imeti konsens, večino in tako naprej. No in kako so se Američani znajdli in Kanačani kot posledica. Enostavno je Biden, torej ameriški predsednik, povabil teh 7 največjih podjetij v Belo hišo, so si dali roko, so rekli, no, mi si bomo pa zaupali, vi se boste lepo obnašali, mi vam pa ne bomo sitnarili. In tako so preskočili na nek način oziroma rešili ta silno hiter razvoj tehnologije na en stan, ki pravzaprav regulativa ne more slediti. To je en hiter povzetek, kva se v resnici dogaja. Zdaj pa, to je standardno vprašanje, bo zdaj nas to omejevali v inovacijah in tako naprej. Jaz mislim zares, da ne. Mislim, polje možnih razvojev je tako veliko, da če nekako si tako priznamo en drugemu, da ene par scenarijev pa res malo problematičnih, pa dajmo raje reči, mogoče pa ta problematični scenarij bož, da jih nimamo, zato da ne bo kaj narobe. In to v tem duhu se mi zdi, je tudi nekako ta AI Act napisan, tudi narejen je tako, da se ga bo dal prilagajati. Namreč še en detalj, recimo na Štefanu delamo za OECD ta monitor, oziroma zdaj, čez 2-3 tedne bo to objavljeno, ampak je že narejen monitor incidentov, globalni monitor incidentov iz področja, ki jih povzroči umetna inteligenca. In v letošnjem letu je ta število incidentov šlo eksponentno navzgor. In zdaj to niso, ljudje ne umirajo zaradi ChatGPT-ja, umirajo še zmeri zaradi kakšnih robotov, avtonomnih avtov in tako naprej, ampak to se ni povečalo. To sem pa tja, se kaj zgodi, kakšna prometna nesreča zaradi krivda avta človeka, ki je tam malo pač kakšno napako naredil na cesti, to je druga stvar, pa ne vem, če je robot nekoga tam useka verjetno tudi bil človek, ne vem, kdo je zares kriv, ampak nekaj sem pa tja se to zgodi. V glavnem so pa ljudje zdaj zelo, ne vem, predvsem užaljeni, pa imajo neka pričakovanja od ChatGPT-ja in potem se seveda veliko govori o tem. Drugače pa nazaj na regulativo, samo to bi rekel, jaz mislim, da je zadeva narejena v dobrem duhu, v ozadju ni slabih namenov, da bi se omejevali inovativnost, tudi so izjeme za research in tako naprej, tako da je narejen dober, pa tudi je odprto v tem smislu, da se bojo zadeve lahko prilagajale. Teda sem pa tak dosti straši, kaj v resnici mislim, da smo Evropejci kar dobro naredili in se preostali sveta zgleduje. Super. Omenil ste zdaj tako zelo na hitro in to tudi dobre stolčnice za naslednje vprašanje za gospoda Sedovška. V družbi bomo vedno imeli del družbe, ki bo bolj sprejemal tehnologijo, del družbe, ki jo bo manj sprejemal. Kako na ministrstvu gledate na razvoj umetne inteligence v družbi v Sloveniji? Ali bolj gledate na ta način, da jo boste spodbujali, mogoče kakšnega varovali, ali pričakujete uporabo tudi kakšnih voucherjev za uporabo in uvajanje umetne inteligence, da se spodbuja uporaba? Kako gledate na to? Rad bi samo povedal, da sem jaz zelo kratek čas na ministrstvu, ampak bom skušal povzeti, kakšne so intence države. Naj povem, da ključni dokument, ki je bil sprejet že maja 2021, torej še pod prejšnjo vlado, je nacionalni program za razvoj in uvajanje umetne inteligence v Sloveniji do 2025, kar je že zelo blizu, torej smo malce zaostanko, če smo odkriti. In torej tam
je predvideno, da se bodo uvajali recimo referenčni projekti na teh nekih ključnih področjih od industrija 4.0, robotika, zdravstvo, kmetijstvo, preskrba s kmetijstvom in tako naprej, s prehrano. In tako da to bi zadalo neke primere dobre prakse, rečemo, ki jih lahko potem tudi emulirajo več podjetja. Sicer je tudi predvideno, da bodo neki seminarji, izobraževanja za podjetje, predvsem za vodstvo, da sploh razumejo, kakšni so potenciali in kaj sploh so predpogoji, da lahko neko podjetje začne uporabljati umetno inteligenco, ker to je ravno, mislim, da največji problem, verjetno, pa ne samo pri nas, tudi na Švedskem, ker sem bil, so imeli isto težavo, pač preprosto podjetja niso pripravljena za uporabo umetne inteligence, ker če ti ne zbiraš podatkov, nimaš dovolj podatkov in tudi primerno pripravljenih, pa kadra, pa računalniške moči in tako naprej, smo še zelo daleč ravno tega, da bomo neke konkretne rezultate iz te tehnologije dobivali. Tako da zdaj zelo težko komentirati, zdaj točno zdaj že neki voucheri bili, ker smo še nekoliko v pripravah, oziroma ministrstvo, sigurno pa bodo to vrstne spodbude in pomoč. Dobro, ste omenili zdaj izobraževanje. To posega zdaj seveda na področju uporabe, pa gospod Kvaternik. Zadnje raziskave tudi z naše uporabe, to hitro vidimo, ampak vse raziskave nekako potrjujejo, da recimo z uporabo ChatGPT-ja lahko naredimo več nalog, hitrejš, bolj kakovostno. Zanimivo, recimo zadnja raziskava Harvarda je pokazala, da je največji pozitivni učin dejansko dobijo tisti, ki so bili najslabše ocenjeni, preden so začeli uporabljati. V vsakem primeru pa to kaže na neko smer izenačevanja sposobnosti. Kaj to pomeni za zaposlene v podjetjih, katera nova znanja bojo mogli dobiti, če bojo želeli še naprej biti konkurenčni? Jaz mislim, da je tukaj vprašanje, kako hitro se bo, oziroma vprašanje, na katerega bom že kar odgovor dal, kako hitro se bo izobraževanje prilagodilo temu. Jaz mislim, da največji problem, oziroma problem, pač tista zadevca, ki bo bremzala v izobraževanju, nažalost imam s tem zelo veliko prakse, zato ker že kar nekaj let delamo vsebine za elektronske učbenike in ko mi naredimo eno interaktivno vsebino, nek 3D, potem vidimo, kakšen tekst gre zraven, naprimer, kakšna vsebina gre, zato ker to mora iti čez, ne vem, mislim, da za ta zadnjega nekaj čez 20 držav in mora iti to čez zavode za šolstvo, čez kurikulume in tako naprej. Tako da tukaj bo zelo velik nek bottleneck, ampak ste prej izpostavil to razliko med tisti, ki so bili prej najboljši učenci. Tukaj si bom pa dovolil biti zelo oseben in subjektiven in se lahko tudi zelo zmotim, tukaj bom čisto svojega osebnega vidika povedal. Jaz sem bil vedno v šoli vse po liniji najmanjšega možnega odpora, pač sem prišel do konca uspešno, ampak tudi en promil energije nisem vložil več v karkoli sem mogel, vedno več v tisto, kar me je zanimalo. Zdaj lahko bi rekli, glede na finski primer, kjer to aplicirajo v večji meri, imajo tudi zelo dobre rezultate. Če pa čisto praktično pogledamo z uporabo umetne inteligence, na nek način gre za tisti bo uporabil, ki je bolj kreativen, ki manj sledi vzorcem, ki manj, bom rekel, uboga ukaze, kaj je treba narediti, kako je treba narediti in to se tudi dostikrat je pokazalo, da tisti, ki smo recimo v šoli imeli s tem probleme, da nismo toliko veliko napora hoteli posvetiti temu, kar so nam rekli, da bi nas morali zanimati. Na nek način gre tukaj za nadaljevanje digitalizacije izobraževanja, kjer nam tehnologija, če je zadevca dobro narejena, seveda ravno to omogoča, da v bistvu naš fokus prenesemo tja, kjer nas res zanima. In zdaj lahko tudi malo povem kako zdaj trenutno izgleda kako izgleda implementacija AI-ja v same elektronske učbenike. Tukaj je najprej prvo moramo upoštevati zelo veliko enih parcialnih interesov, jasno. Naš recimo eden večjih naročnikov je največja evropska založba učbenikov
in oni gledajo to kot predvsem pomoč učitelju. Spet, jasno, njih je treba razumeti, oni gledajo na to kot pač imajo obstoječe prodajne kanale, odnose z učitelji, razvite in tako naprej. In oni morajo karkoli, se pravim, tukaj znotraj tega. Zdaj pa, če pa pogledamo od tolikih orodij, ki so v bistvu nam vedno lažje, že samo naprimer spletni kursi, ki nam omogočajo vedno večjo targetiranje. Se pravi, ok, recimo 3D modeliranje v Blenderju, ne rabimo in zdaj mi lahko naredimo čisto en simple kurs in potem googlamo karkoli, kako naredimo to, zgooglamo, najdemo YouTube video in tako naprej. In jaz mislim, da tukaj umetna inteligenca bo ta proces še neverjetno pospešila in omogočila precej večjo personalizacijo in preko tega precej večjo participacijo. To je vsekakor dober učinek, tudi z vidika produktivnosti. Mogoče, če pogledamo, gospod Mrsidošek, kako gledate na to, kakšno bo imela vpliv večja produktivnost na trg delovne sile? Z večjo produktivnostjo seveda lahko po eni strani z istimi resursi naredimo več ali pa enako z manj resursi. Nekatere panoge imajo tako izredno velik problem s kadri in bojo zdaj končno lahko sploh delali tisto, kar so morali delati. Ampak kako vidite vpliv zdaj dejansko na trg delovne sile? Pričakujete kakšne spremembe kratkoročno? Koliko razumem, še vedno živimo v tržnem gospodarstvu, ker pač je načeloma interes lastnikov, da se veča produktivnost in veča vrednost svojih pač naložb. Zato pač pričakujem, da načeloma bomo seveda zasledovali večjo produktivnost in večjo dodano vrednost, ki jo ustvarjajo podjetja. Tako da z tega vidika bi rekel, da ne vidim težave, da bi zdaj tehnologija nadomestila trenutno delo in to odvečna delovna sila bo pa pristala na trgu delovne sile in bo odvečna. Ne, pač treba bo ta kader prekvalificirati oziroma se bo usmeril v neke naloge bolj kreativne, bolj pač to, kar tehnologija ne more nadomeščati in bo tam izpolnjeval neke svoje naloge. Jaz sem pač optimist, da se tega tiče, ker podobne disrupcije smo že imeli v zgodovini. Smo imeli pojav prvega nekega orodja, v poljedelstvu smo imeli potem pojav parnega stroja in nekako je sicer neka tranzicija, ker se dogajajo pač neke disrupcije, ampak na koncu se vedno ljudje znajdejo v nekih nišah in naredijo korak naprej v svoji produktivnosti in vrednosti, ki jo generiramo. Tako da jaz mislim, da jaz sem tukaj optimist. Je pa res, da tisti, ki ne bodo šli v koraku s časom, ki ne bodo seveda konkurenčni na trgu, ki ne bodo enako produktivni, bodo imeli malo težji prehod. Verjetno pa se bo težko izogniti temu, da boš pač uporabljal to tehnologijo, ker boš preprosto toliko manj produktiven in bojo tvoji stroški dela toliko višji in se zatem že zdaj slovenska podjetja tudi v neki mere trpijo. Hvala. Vsekakor vse gre v to smer. Stvar, ki nam vsem postavlja in odpira dodatna vprašanja, gospod Grobelnik, cel svet je tehnološki, da največje podjetja, da kar tekmujejo med sabo, kdo bo naredil večji, bolj zmogljiv model. Trenutno je GPT-4, Gemini, nekako prihaja podjetje, kot so Anthropic, Inflection in podobni, se povezujejo z Nvidio in z ostalimi. Nekako napovedujejo, modeli bojo v roku enega leta 10-krat, mogoče celo 100-krat bolj zmogljivi. Ampak problem, ki ga imamo, da ne vemo, kaj bo ta večja zmogljivost dejansko prinesla. Kako ne zdaj v takem svetu, kjer ne vemo, kaj nam prinaša, vemo samo, da nekaj bo, kako naj se na to pripravimo? Ja, to je pravzaprav mogoče vredno tle povedati, da to, kar nas danes navdušuje, recimo GPT-4 ste omenili kot ta moment še vedno najboljši model, mi ne vemo, zakaj tako dobro dela. Mi pomeni cela znanstvena skupnost, tudi avtori ne vejo. Enostavno ne vemo, zakaj tako dobro dela. Tisto, kar tudi ne vem, koliko je to znano, to je en tak tehničen detalj, tam se ena čarovnija zgodi. Skratka,
bom probal opisati to čarovnijo, ki so jo opazili vsi, torej in pri Googlu, in pri OpenAI-u, in pri Meta, torej pri vseh teh akterjih, ki so ta moment na trgu. Namreč pri problemih, za katere smo mislili, da pravzaprav z računalnikom jih že boljš ne moramo rešiti. Zato, ker vse krivulje kažejo, da je to. Da računalnik več ne more stisniti. Tako, kot bi vam dal limono, pa stisnete sok, pa mislite, to je to, več ne gre. No, ampak zdaj tle se pa čarovnija zgodi. In potem še povečujemo zadeve, še povečujemo, se nič ne zgodi. Pa še povečujemo, pa se nič ne zgodi. In potem na neki nenormalno veliki stopni povečanja zmogljivosti procesiranja, kakorkoli bi temu rekel, ki so jo res prvošil samo mogoče na 2-3 mestih na svetu, na 3 se pa magično se odprejo ena vrata in se magično začnejo stvari dogajati naprej. Temu rečemo po angleško emergent behavior, ali pa, kako bi to prevedel lepo, tako vzniklo obnašanje, ki ni pojasnjeno. In tudi zato pravzaprav te stvari delajo. Ne vemo, zakaj se to pojavi. Jaz sem govoril z direktorjem tega Google Lambda, je bil takrat, zdaj Bart, kakorkoli, je rekel, pojma nimamo, je rekel, samo vemo, da če še malo bolj porinemo naprej, še bolj delati. No, zdaj pa vprašali ste, kaj pa bo čez en let. Tako, kot se zdaj dogaja, verjetno bojo boljše zadeve, ne vem koliko boljše, zato ker zadeve so dejansko na meji. So na meji, gledajte, 3 sestavine imamo, o katerih moramo razmišljati. Eno so podatki, eno je računska moč, to pomeni dejanski procesi, računalniki, ki jih imamo, in tretja sestavina je algoritem. Algoritem je pravzaprav sila preprost, če bi imeli tle zdaj, ne vem, 10-15 minut bi ga razložil, pa bi ga verjetno, upam, da bi ga znal tako razložiti, da bi ga vsi razumeli, nič posebnega. Tako, otroci z srednješolskim znanjem matematike se ga da razumeti. To je algoritem, ki ga vsi uporabljajo. Ok, to je prva sestavina. Druga sestavina smo rekli podatki. Podatke bolj ali manj so dali noter vse, ki jih imamo. Jih ni dosti več. V smislu besedil, recimo. Torej, ta kolega iz Googla, ta Zubin Karamani mu je rekel, staying out of data. Nimamo več podatkov dosti več, ker bi jih lahko noter. No, ostane še tretja sestavina. Tretja sestavina so pa računalniki. No, to, kar so recimo za ta GPT-4 uporabili, je bilo cirka 25,000 tam nekje, ne vem, če se ve točno številko, cirka 25,000 teh GPU-jev, teh procesorjev, ki jih ima, ne vem, cela Slovenija, ne vem, če jih ima 100 ali pa 200, recimo. 25,000 takih procesorjev so uporabili za 3 mesece, ki niso nič drugega delali kot 3 mesece. To pomeni, da je strahovita investicija, zdaj, če bi imel tle slajde, bi vam pokazal, kje se je to odvijalo. To je pač ena taka ogromna industrijske hale, kjer so vse te stvari noter. In to se enostavno, to je bil strahovit strošek, da so se lahko sploh to prvošli. Zdaj, kaj bo čez eno leto, a bojo spet lahko alocirali, ne vem, 3-6 mesecev, da bojo dodali še nekaj več, morda upam, da bojo. Zakaj upam? Zato stališča znanosti, to vsekakor, za nas je to ena taka, mislim, enostavno nekaj, kar jaz nisem mislil, da se bo zgodilo v času mojega življenja, to, kar se zdaj dogaja. In upam, da bo čim prej, da vidimo, kaj se še da še naprej narediti. Kaj bo tisto, kar bo prišlo, zagotovo, bom probal biti zelo konkreten, zagotovo bo multimodalno, to pomeni, da bo to prehajanje med besedilom, slikami, filmi, zvokom, govorom in morda še kakšno drugim vidikom življenja, da bojo te prehodi zelo enostavni. Trenutno imamo recimo med
besedilom pa slikam, imamo prehod, nimamo pa še med drugimi, to je en vidik. In jaz pričakujem, da bo še, sam še to besedo rečem, torej to, kar trenutno ChatGPT, ki ga štirka, ki ga zdaj tako hvalimo, je super dobro, ampak ena sestavina manjka, ki jo morda niste opazili, sklepanje. Ima neke enostavne forme sklepanja, sklepanje nekaj, ker mi ljudje iz danih podatkov nekaj novega, eno inovacijo naredimo. To mu pa še manjka. In verjetno bojo stvari šle v to smer. Sem bil super dolg, ampak mislim, da sem pa stvari povedal. Mislim, da je bilo koristno. Gospod Mrzidovšek, hotel ste dopolniti. Če dovolite, da samo skočim, ker pač to se mi zdi zelo zanimiva debata, pa upam, da publiko zanima. Zaradi bi samo moče omenil, da tudi v znanosti potem ni čisto enoznačno, zdaj, kaj se tiče teh velikih jezikovnih modelov, seveda ta podjetja, ki jih razvijajo in s pridom uporabljajo v svojih produktih, stavijo vse na to. Bi pa rad opozoril, da pa obstajajo tudi neki, mogoče malo bolj kritični pogledi na to, kaj dejansko je ta tehnologija zmožna. Namreč, kot so nekateri kritizirali, pač trdijo, da dejansko ti modeli so neki stochastic parrots, so govorili, da so tudi nekdanji zaposleni Google dejansko. In se pa nanašamo na to, kaj je Marko na začetku govoril, da dejansko pač ti jezikovni modeli tvorijo neke notranje reprezentacije našega jezika. In te reprezentacije trenutno temeljijo samo na tem, da računalnik ogromne količine podatkov pregleduje in vidi, katere besede se pojavljajo v različnih kontekstih in potem pač daje neko statistično oceno, kako verjetno je, da bo neka beseda se pojavila z neko drugo besedo. Nima pa ravno tega, kar je tudi za Marko začel omenjati, nima pa teh drugih modalnosti, nima izkušnje iz sveta, kot jih imamo mi, imamo pač percepcijo v vseh razsežnostih sveta, imamo neposredno izkušnjo, imamo čustva, imamo pač našo psihologijo in je to dosti bolj kompleksno, kot pa samo neko besedilo. Zato trenutno, če pač smo odkriti in tudi pač malo kritično pogledamo na to, kar ChatGPT recimo generira, ste verjetno tudi že slišali, da veliko halucinira, da si izmišljuje stvari, da če mu zastaviš neko vprašanje, ki je malo zavajajoče, bo on kar spezljal in bo začel nekaj govoriti, kar je popoln nesmisel. Tako da pač moramo se zavedati, da ta tehnologija ni popolna in zdaj vprašanje je to, kar je Marko začel govoriti, ali bomo zdaj z še dosti večjo količino podatkov, še z globljimi nevronskimi mrežami, vse že dodatnimi pač temi layerji, ki so tako, kot jih ima ChatGPT, ki ima še pač dodatne neke layerje, ki potem izboljšuje same predikcije, ali bomo dejansko prišli tako do rezultata, ki ga želimo, in kaj bo stalo to, kaj bo potrebno, da do tega pridemo. Tako da malo samo bi rad opozoril, da nismo popolnoma zdaj slepi in navdušeni zdaj nad tem, ker so tudi negativne plati te tehnologije. Absolutno moramo poznati, pomem takoj, da vam besedo, pozitivne in negativne lastnosti. Hotel sem tudi vas, gospodarju, vprašati, pa kako potem dopolnite še z repliko. Kaj to pomeni za podjetnike? Vsak dan dobi neko novo orodje, skratka, modeli se razvijajo, orodja se tudi, na Twitterju, na Facebooku, na LinkedInu, vsak dan vidimo, ChatGPT je mrtev, zdaj pa to začnete uporabljati. Velika, ogromna zmeda, če tako gledamo. Kako naj se podjetniki znajdejo v takem svetu, ko je v bistvu tak naval nekih marketinških informacij konec koncev? Najprej bi rekel, da je en dober time management, da ne padeš v past, ki preveč časa nameniš sledenju novicam in igranju za čisto absolutno vsako novo igračko. Sploh pač v podjetju moraš karkoli, kar delaš med svojim delovnim časom, mora pač imeti nek output in ko v ta research preveč časa nameniš, je to potem že rata neoptimalno porabljen čas. Zdaj, na nek način je to slaba lastnost, da je potrebno nekaj časa investirati zdaj v iskanje, v seznanjanje, v učenje, v testiranje in tako naprej, ampak po drugi strani dobivamo pa skozi neverjetno dobra orodja. Prav, naprimer, DALL-E 3 je v zadnjih nekaj tednih popolnoma spremenil igro. Pač prej je bil še tako, naprimer, ne vem, si uporabljal Midjourney zdaj, če uporabljaš, ne vem, za generacijo ikon, če bi en mesec nazaj delal, bi imel precej manj bi si lahko pomagal s tem. Tako da na nek način bi rekel, da absolutno se splača. Zdaj pa, mogoče bi se čisto hitro še prej dotaknil, samo en hiter pogled,
ko vidimo, kaj lahko pričakujemo v enem letu. Jaz bom za razliko od mojih sogovornikov ful manj, bom rekel, tehnološki pa konceptualen, kako od zadaj zadeve v backendu delujejo, bom mogoče malo bolj še frontend aspekt pokomentiral in sicer gre za, že ko dodamo recimo samo, ok, GPT naprimer, zdaj to je tekstovni model. Ko dodamo voice to text, text to voice, recognition in tako naprej, na nek način začne načenjati, kako mi sploh komuniciramo z samim računalnikom. Do zdaj je bilo preko teksta, preko klikanja, to je bilo to. In na nek način se zdaj menja tista paradigma, ki smo šli pač iz računalnika, potem v internet, potem je tam nekako bil razvoj izčrpan, pa potem smo prišli do telefona, pa se zdaj pri telefonih ustavili, pa smo potem začeli VR razvijati, ampak to je, oziroma Metaverse, ampak to je spet zadevca, ki bo terjala svoj čas. Zdaj imamo pa AI. In jaz mislim, da nam bo v naslednjem letu se bosta iz mojega pogleda dve zadevce ful spremenila. Prva, zdaj smo dobili, kakor smo dobili 2.7 prvi pameten telefon, zdaj smo dobili čisto novo tehnološko orodje, ki mislim, da se nobenemu od nas prav dobro ne sanja, zakaj vsega bomo lahko uporabili. Tako da jaz pričakujem neverjetno veliko, tako kakor naprimer, ne vem, prve 2 leti, kaj App Store obstajal, ker si nikoli prej ljudje marsikaj nismo pomislili, noben se ni mogel spomniti, zakaj vse se bojo appi razvili in appi uporabljali. Tako da to je prva stvar. Druga stvar pa je, kako bomo mi, že sama interakcija, naprimer človeška psihologija, zdaj, kaj boš ti zaupal računalniku, kako boš ti dojemal, mislim računalniku, AI-ju, kaj boš pripravljen z njim deliti, kaj ne boš pripravljen z njim deliti, da se ga bomo naučili uporabljati, zdaj kakšen bo ta, bom rekel, reluctance, koliko ljudi se bo tega tako močno ustrašali, da bo zaradi tega v bistvu, tako kot, ne vem, vidijo ljudje nekvaliteten VR experience, pa naslednjih par let ne marajo slišati za VR na to forum. Tako da v naslednjem letu jaz pričakujem, da se bo ogromno enih stvari tukaj izkristalizirali in bo že čist netehnološki razvoj v veliki meri lahko spremenil pravila igre, kot jo danes poznamo. Se absolutno strinjam. Se pa sprašujem, kako morda na ta razvoj oziroma tudi na sprejemanje tehnologij vpliva dejstvo, da mi teh modelov ne razumemo. Gospod Grobelnik, to ste že malo prej omenil, ta netransparentnost, black box, kljub temu, da zdaj imamo neke indice, celo družba Anthropic je zdaj objavljala, da so uspeli morda nek del nevronske mreže celo pojasniti, bomo videli, kam bo to šlo, ampak ali to predstavlja oviro ali ne? Ne, torej, to Anthropica niti ne vem, kaj so zdaj naredili. Te stvari se dnevno spremenjajo, tako da, to je bilo, ne vem kaj. Prejšnji teden. No, prejšnji teden, to je že zelo daleč nazaj. Torej, vprašanje je bilo, a to, da mi ne razumemo, zakaj te stvari delajo, to na kaj vpliva. Stališča, vpliva nekaj zagotov, zato ker imamo zmanjšano možnost povratne zanke, torej imamo zmanjšano možnost razumeti, kaj se tam dogaja, potem je bolj ali manj tako zgleda, kad je ena črna škatla, v kateri se nekako upamo, da dela, in v resnici dela. Ne vemo, zakaj takrat, ko ne dela, ne vemo, zakaj ne dela, ampak se zgodi sem pa tam, ampak zadosti malka, da nas to morda niti toliko ne skrbi. Recimo, mislim, če tako malo po domač povem. Vsekakor to je ena večjih znanstvenih vprašanj, ta moment je, da bi mi kot ljudje razumeli, zakaj, kako na teh približno nekih 100 nivojih te mreže, kje se formira to znanje, oziroma na kakšen način je ta algoritem stisnil bolj ali manj vse digitalizirano znanje človeštva v neko semantiko, ki jo mi nimamo na ta način predstavljeno. Tako da, to je zagotovo eno od vprašanj. Je
Torej, to je morda eno glavnih znanstvenih vprašanj. Zdaj, na kaj to vpliva, torej, morda še pod vprašanje, a bomo mi to kmalu razumeli? Mislim, da ne. Mislim, da ne, zato ker zares je samo par mest na svetu, kjer lahko to naredijo, ne? Ker so to lahko skreirajo in lahko se tudi igrajo s temi velikimi modeli. Mi se lahko igramo s temi malimi, ki so open source, ne, no in Llama in tako naprej, ne, kar je tudi lahko že neki, no, ampak zdaj, tako da nam predolg, torej ključna zadeva, ki je treba vedeti, zato ker ne razumemo, kako deluje, tudi ne znamo nujno upravljati. Še enkrat bi pa se spomnil na tisto, kar sem v prejšnjem odgovoru rekel, ko sem vprašal tega direktorja iz Googla, je rekel, ne vem, ampak če sam še bolj pritiskamo na gumbe, še boljš dela in to tudi delamo. Ja, zanimivo. Gospod Marzedošek, kako gledate na prihajajočo funkcionalnost generativno umetne inteligence, saj recimo to, kar je ChatGPT v Office. Tako Microsoft je nekako rekel, z novembrom bojo začeli uvajati. Google je v svoj workspace že dal tega dueta, Microsoft to imenuje Copilot, Google Duet. Google je recimo predstavil funkcionalnost v svojih mitu za sestanke Attend on my behalf, skratka AI predstavlja moje stališča. A so mi kot družba sploh pripravljeni na kaj takega? A so mi z veliko organizacij pripravljeni, da bo AI nas predstavljala, da se bo mogoče različni AI med sabo pomenili v organizaciji, ne, kot neki agenti? Razmišljam, kako naj odgovorim za eno vse to. Bi pa, če dovolite, samo reagiral še na prejšnjo vprašanje, ker se mi tudi zelo zanimivo, pa bi samo nekaj še dodal. Vprašali ste, kako pač ta nerazložljivost, da nimamo vpogled v te black box modele vpliva na samo uporabo. Pa če zelo enostavno se dodam, da v znanosti je to velik problem, ker če mi ne razumemo, kako model dela predikcijo, ne moramo razlagati potem tega sistema, ki ga on pač predstavlja. In to pomeni, da nima nobenega uvida v same mehanizme nekega procesa, recimo nekega naravnega procesa, ki ga tak model prezentira. To je velik problem v znanosti in praktično to vrstne modeli so tam neuporabni. V samem, recimo, v gospodarstvu ali pa v neki pač consumer-facing produktih, recimo, pa je seveda problem v tem, da če ne razumemo, kako se model odloča, lahko pač pride do nekih in se dejansko pojavljajo neke pristranosti, nekaj pač, ne vem, rasizem, ne vem, pač nekaj, kar si ne želimo, recimo, v samih napovedih, je ponovno težko iti v bistvu razumeti, kje je pač prišlo do te odločitve. Sicer pa obstaja kar veliko načinov razlaganja teh modelov, predvsem pač, če niso za izredno neke kompleksne nevronske mreže. S tem sem se tudi sam ukvarjal v doktoratu in je ključno to, da ravno to interpretabilnost dosegamo, če želimo te stvari uporabljati v nekih širše namene. Seveda pa lahko samo vzamemo odločitev in se pač ne skrbimo za delovanjem modela, vendar mislim, da to predstavlja veliko tveganje. In o tem se veliko govori, zato pa govorimo o trustworthy AI, ker dejansko mi lahko zaupamo in razumemo, kako je model prišel do teh odločitev, tudi če je to zelo kompleksen proces bil. Zdaj pa, kako bo to v orodja od Microsofta in tako naprej šlo, ne vem, mislim, vsekakor pač si lahko predstavljam, da je že nek spell checker, je na nek način nek zametek tega, ampak zanimivo vprašanje, mogoče vsekakor se bo to zgodilo in se že dogaja, pač na kratko. Mi je pa zanimivo to, kar ste mogoče sprovocirali, ali smo mi pripravljeni, da bi nas ali pa organizacije predstavljali kar neki modeli, neki jezikovni modeli, ki so mogoče naučeni na podatkih naše organizacije in zato nekako imajo pač ta fine-tuning narejen, da dejansko bi sklepali, razmišljali na način, kot razmišljamo recimo da mi. Mogoče bi samo opozoril, da sicer res je, da ti modeli nekako postajajo vedno bolj inteligentni, ampak v zgodovini človeštva inteligenca sama po sebi ni nujno nekaj dobrega in nekaj popolnoma zanesljivega, ker mi kot človeška rasa je najbolj inteligentna žival na tem svetu
je največ dosegla, obenem je pa tudi najbolj ogrozila ta planet. Ne? Zdaj pa se lahko vprašamo, ali je ta neskončna rast v inteligenci dejansko to, kar na koncu želimo, ali bomo mogoče s tem tudi sami ogrozili, če malo tako sprovociram. Tako da vsekakor pa bo tu ponovno problem, če mi ne bomo razumeli natančnega delovanja teh modelov, kako bomo potem zaupali, da bodo pa kar ti modeli med sabo komunicirali, kaj šele, ko bo enkrat prišlo tega preskoka, ko gremo iz ChatGPT-ja, ker dejansko imamo samo komunikacijo, v samo agiranje, da bo model dejansko tudi začel izvrševati neke naloge in bo začeli se pač ti modeli med sabo pogovarjati in tako naprej. Vsekakor ta dualnost, nekako zdaj skozi v ospredju, pozitivno, negativno, in veliko aspektov je tukaj, gospod Kvaternik, z vidika uporabe, kot ena izmed recimo negativnih oziroma potencialno negativnih posledic je že pokazalo razkrivanje internih podatkov, takrat, ko seveda to sploh nismo vedeli. Kako velik je ta problem dejansko danes za uporabnike, ali se ga lahko nekako izognemo, ali smo obsojeni na to, da so modeli požrešni in hočejo naše podatke? No, to mogoče je malo bolj vprašanje za moje dva kolega tukaj, ker mislim, da je spet bolj back-end vprašanje kot front-end, ker se prav nanaša na to, kar je že gospod Mrstevšek vzpostavil. Če dopolnim potem, kako ne bi se podjetniki zaščitili pred tem? Lahko rečem, kako se danes lahko poskusijo zaščititi. Mislim, da ravno zaradi tega, če ne, točno ta point, ki je bil zdaj zelo dobro večkrat izpostavljen, če ne razumemo zares, kako katerakoli stvar, mislim, kako vse stvari noter funkcionirajo do potankosti, tudi ne moramo imeti neke obrambne strategije do potankosti razvite, ker pač po suncuju ti lahko šele strategijo formuliraš, ko poznaš sovražnika. Tako da neko preventivno in istočasno moramo pa še nekaj se zavedati, da problem je večji, kakor pač nas, kakor vsak posameznik. Nekateri so tega mnenja, jaz jih ne moremo vršiti, da je pravzaprav z učenjem generativnih language modelov šlo za največjo krajo v človeški zgodovini. Tako da zdaj, če gre pa malenkost bolj v prakso, oziroma do konca v prakso, bi pa rekel, odvisno, katero orodje uporabljate, na kakšen način ga uporabljate. Že samo, če pogledamo GPT, recimo, večino orodij API-jev od GPT-ja ponuja tudi Microsoft, se pravi polovičen lastnik OpenAI-ja. In mi smo ravno zdaj v sredi tega, da shiftamo vse API-je in tule stran od samega OpenAI-ja, ampak in jih selimo na Microsoftov Azure. Zato, ker vemo, da gre za neko zrelejšo platformo, Microsoft je nenazadnje te zadevce že zelo, zelo dolg časa, v bistvu je svoj IP protection know-how, ga Microsoft ima, OpenAI ga kot novo podjetje nima, ne more ga imeti že po naravi, toliko veliko, tako da jaz mislim, da druga zadevca, ki jo imamo pa še na voljo, pa je, da imamo bolj po meri razvite AI sisteme, naprimer kakšne spatial database, Microsoftov Cognitive Search in kaj podobnega, in te zadevce naredimo prav za naše podjetje. Zdaj, to so malenkost večji stroški, s tem se sicer mi ukvarjamo precej, ampak hočem reči, da ni to zdaj za vsakega, ampak gre za neko upoštevanje tega varnostnega aspekta pri izbiri, iz katerih sestavnih delov bomo mi gradili rešitev prav za naše podjetje, in to vprašanje si je vedno dobro zastaviti in pač malenkost raziskati. Je pa spet jasno, zadevce se tako hitro spreminjajo, da bom rekel, neka zdrava kmečka previdnost ni odveč. Istočasno pa gre za tako neverjetno veliko, bom rekel, zdaj govora je bilo o milijardi uporabnikov, tako da jaz mislim, da je ta strah realno danes malenkost pretiran še zmerno, osebno mnenje. Zdaj smo že praktično pri koncu, samo še eno vprašanje za vse izmed vas, pa bi prosil za hiter odgovor. Kaj naj naši poslušalci danes jutri naredijo?
pridejo nazaj v delovno mesto jutri, pojutrišnjem, do konca letošnjega leta. Kaj imate kot nasvet? Ja, kratek odgovor je tako, prej bi to Microsoft Office omenil, ki bo zdaj zelo malo prišel, ne. Do zdaj ste morali biti proaktivni, ne, da ste uporabljali ChatGPT, ste morali ta portal, pa neki se ukvarjati z njim, pa tako naprej. Od tega momenta, ko bo ta Microsoft Office to imel, bo ChatGPT skakal v vas, se ga skoraj da ne boste mogli znebiti. To pomeni, bolj da naredite z tega orodja prijatelja prej, kot kasneje, ne. Torej, kaj bi bilo jutri treba narediti, dajte to odpreti in dajte eksperimentirati, dajte pustiti pot svoje domišljiji, ne se omejevati, kaj je računalnik do zdaj znal. Dajte svoje take čudne razmisleke, želje, noter in boste videli, kako se ta stvar odziva. Tudi mi, ki smo to že od prvega dneva, odkar se je ta stvar pojavila, to počnemo, vidimo, da to ima neverjetno dobre rezultate, kot sem rekel, jaz nisem mislil, da bom doživel, da bom nekaj takega videl, no, dajte to jutri probati, pa boste presenečeni. Tudi moja mama, ki je stara 86 let, hoče ChatGPT imeti, in ga še nisem uspel zrihtati, pa jezne. Bi mogoče še kaj dodala? Ja, vsekako začnete uporabljati ta orodja, imejte pa tudi v mislih, da ni vsa tehnologija nujno zrela in mislim, da Microsoft s tem, ko je to GPT-4 uvedel v Bing, je mogoče bil malce prezgodni, bomo pa pač videli na koncu, kaj bo boljše. Ali počakajte kot Google boy, da izpopolnjuje stvar in bo lansiral bolj zrelo, ampak mudi se s tem, tako da pač bodite pač del tega eksperimenta. Ja, jaz bi se tukaj ravno, če bi bil prvi na vrsti, bi za začetek povedal ravno ta point, ki ga je gospod Grobelnik, igrajte se, testirajte. Ne nazadnje, lahko GPT vprašate, kakšne bi mogli, povejte mu par stvari o sebi in mogoče bi sem še to rekel, da pač, ko najprej osebno malenkost poeksperimentirajte, poeksperimentirajte še v podjetju, v kakšnem timu, ne nazadnje pa predvsem ne, ko boste videli, da vaši otroci preveč uporabljajo v šoli GPT, ne jim, bom rekel, ne jim tega, jaz jim ne bi tega preprečil, ker to so pač orodja prihodnosti in zdaj pač ali hočete, da se grejo vaši otroci boj z mlini na veter ali pa da so med zmagovalci, tako da dajte jim prosto pot in jih podpirajte. Hvala, se pravi, igra je prihodnost, ne? Hvala lepa, časa nam je. Hvala lepa za vrstnem govorom.